Spoštovani gospod nadškof Stanislav Zore, škof Peter Štumpf, škof Peter Nuen, Van D., generalni postulator, Pierluigi Cameroni, vicepostulator, Alojzij Slavko Snoj, cenjeni gosti iz tujine, še posebej iz Vietnama, spoštovani člani komisij, dragi salezijanci, duhovniki, redovna predstojnica sestra Mojca Šimenc, dragi člani salezijanske družine, dragi bratje in sestre. Na znamenja časov je potrebno gledati z božjimi očali. To so očala svetosti. Tak pogled svetosti prenaša sporočilo, da nas je Gospod ustvaril za resnično življenje in srečo. Danes smo se zbrali, da se zahvalimo Gospodu za opravljeno človeško in božje delo v zvezi z beatifikacijo in kanonizacijo božjega služabnika Andreja Majcna. Slovesno zaključujemo škofijski postopek, katerega nosilec je tukaj navzoči ljubljanski metropolit Stanislav Zore. Letos mineva 20 let od Majcnove smrti, prav na jutrišnji dan. Teče tudi 10 let od začetka škofijskega postopka. Gre za opravljeno delo, ki je vredno velikega spoštovanja in občudovanja. Postopek je uradno vodil salezijanski postulator v Rimu, Pierluigi Cameroni, skupaj s sodelavko Ludovico Zanet. Konkretno pa je uspeh postopka do te točke sad marljivega dela prvega vicepostulatorja sobrata, profesorja Antona Ciglarja, in na to doktorja Alojzija Slavka Snoja, pa tudi bivšega inšpektorja Janeza Potočnika. Za Rim je pripravljenih 25 škatel, v katerih je zapečateno gradivo. Gre za slovenski in italijanski zdravilnik ter kopije teh izvirnikov. Res iskrena hvala za dolgoletno, potrpežljivo in natančno delo. V imenu vseh sobratov se na tem mestu zahvaljujem še posebej zgoraj omenjenim in vsem, ki ste pri tem sodelovali pri raznih komisijah. Papež Frančišek je za apostolsko spodbudo o poklicanosti k svetosti v današnjem svetu še enkrat zadel v bistvo. Svetost je namreč življenje časa, znamenje časa. Zapiše namreč, da Gospod želi, da smo sveti, ne pa da se zadovoljimo s povprečnim, lačnim in neprepoznavnim življenjem. Svetost nam je na dosegu roke, skriva se za vrati naše domače hiše in ni naključje, da prav v tem letu končujemo škofijski postopek za Andreja Majcna, ko vrhovni predstojnik napiše vezilo o svetosti, namenjeno vsej salezijanski družini, svetost tudi zate. V naslovu in potem tudi vnaprej. Svetost tudi zate. In našega Andreja Majcna postavi kot zgled salezijanski svetosti očetovstva. Ta zaključek škofijskega postopka nas vabi, da nadenemo očala svetosti tudi mi, da bomo znali brati čudeže tudi na Majcnovo priprošnjo. V teh dneh sem slišal veliko pričevanj, lepih milosti. Stvarnikov čudež največji je, brez dvoma božji mož, kakršen je naš sobrat Andrej Majcen. Zato poživljamo zatekanje k njegovi priprošnji, da ga božja vsemogočnost s čudeži čim prej ovenča svetniškim sijajem v njegovo poveličanje in v našo zemeljsko in nebeško srečo. Poleg hvaležnosti je to osrednja prošnja tega današnjega bogoslužja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Bratje in sestre, priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti.
vsemogočnemu Bogu in usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. excelsis Deo.
Molimo. Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodivaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj s svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Amosa. Gorje vam, lahkomiselni na Sionu, brezskrbneži na Samarijski gori.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju. Ti, Božji človek, si prizadevaj za pravičnost, za pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Draga brata iz salezijanske družine, škofa Peter iz Murske Sobote in Peter iz Vietnama,
spoštovani gospod inšpektor, generalni postulator, vicepostulator in vsi dragi bratje iz salezijanske družine, dragi bratje redovniki, sestre redovnice, dragi ministrantje in pevci, dragi bratje in sestre kristjani. Kot smo slišali v začetku s to sveto mašo, zaključujemo škofijski postopek za razglasitev zablaženega božjega služabnika, salezijanskega duhovnika in misionarja Andreja Majcna. V samem postopku boste več slišali od drugih, ki so z veliko predanostjo, znanjem in vztrajnostjo pripomogli k temu, da se je postopek odvijal in so ga nazadnje pripeljali do današnje točke, ko bomo podpisali še zadnje dokumente in celoten dokument postopka predali nosilcu, to je tistemu, ki bo zadolžen, da preda dokumentacijo škofijskega postopka kongregaciji za zadeve svetnikov. Koliko dela je bilo potrebnega za to, da smo prišli do današnje slovesne svete daritve, si lahko vsak predstavlja, če pogleda, koliko je te dokumentacije tukaj pred nami, pod oltarjem Marije, pomočnice na Rakovniku. Vsem, ki so prispevali k pozitivnemu poteku postopka za božjega služabnika Andreja Majcna, se iskreno zahvaljujem. Vrhovnemu postulatorju Salezijanske družbe in vsem njegovim pomočnikom v Sloveniji, vsem njihovim sodelavcem na Kitajskem, v Vietnamu in na Tajvanu, teološkim cenzorjem in članom zgodovinske komisije in vsem prevajalcem gradiva. Posebej se želim zahvaliti tudi vsem tistim, ki ste za postopek skrbeli z molitvijo, pa tudi z denarnimi prispevki, da je bilo moč pokriti vse potrebne stroške. Nikakor ne smem pozabiti besede hvaležnosti vsem tistim, ki ste se in se še vedno priporočate božjemu služabniku in ste o milostih, ki ste jih bili deležni na njegovo priprošnjo, tudi poročali in napisali. In sedaj vas povabim, da se v luči današnje božje besede zazremo v capljanje po stopinjah svetnikov, kakor je zase dejal božji služabnik in je naslov njegovih duhovnih dnevnikov in premišljevanj, ki jih je zbral vicepostulator gospod Alojzij Slavko Snoj. Za Andreja Majcna, ki se je za nebesa rodil na jutrišnji dan, pred 20 leti tukaj na Rakovniku, je bil ideal življenja biti božji otrok, ki živi po očenašu in pride po Mariji k ljubljenemu očetu. V preprostem stavku, ki se ga mora zapomniti vsak, je povedal, kaj pomeni biti kristjan. Biti božji otrok, ki živi po očenašu in pride po Mariji k ljubljenemu očetu. Žal se s to resnico našega življenja preveč poredko srečamo, čeprav velikokrat molimo molitev, ki nam vsakokrat znova pove, da smo božji otroci. Na poseben način nas je o tem poučil Jezus, ko je svoje učence naučil moliti Oče naš in šele zazrtost v Boga Očeta, v skrivnost njegovega očetovstva, v vsa dejanja ljubezni, s katerim je prihajal in spremljal svoje ljudstvo, ko je poslušal njegove prošnje in prihajal, da bi jih reševal, ko je v moči te ljubezni dal svojega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor vanj veruje, ampak je imel večno življenje. Šele molitev Oče naša v tem duhu nam razodeva, kdo je nebeški Oče in kaj pomeni biti njegov otrok. Za božjega služabnika pa ni dovolj, da človek Oče naš samo moli,
poudarja, da Božji otrok, Oče naš, živi. To pomeni, besede molitve niso ločene od življenja, ampak molitev postaja življenje in življenje se spreminja v molitev. In če gre za molitev Oče naša, potem pomeni, da življenje postaja posvečevanje Gospodovega imena, da z vsem svojim bitjem odpravlja ovire in ustvarja pogoje za prihajanje Očetovega kraljestva. Da tako kot za Jezusa, tudi zanj izpolnjevanje Očetove volje postane jed in se tako v njegovem življenju srečujeta nebesa in zemlja. Marija je imela v duhovnosti Božjega služabnika Andreja Majcna čisto posebno mesto. Ko je imel 9. julija 1933 novo mašo v Krškem, je na podobico napisal: Po milosti Božji sem to, kar sem. Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas. Na zlatomašni podobici leta 1983 je v kitajščini pisalo: Moj odrešenik, užgi v meni ogenj resnične svetosti. Potem pa nadaljevanje: Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, zlatomašniško veselje. Hvala ti, o pomočnica, bila si in boš nam ti. In ta klic, ta pesem k Mariji se je ponovila tudi na podobici o biserni maši. O Marija pomočnica, bila si in boš nam ti. Pri tem se mi je zelo zanimivo, da je ob novi maši k Mariji klical kot k pomočnici, se ji priporočal, naj prosi zanj, za nas. Njegovo duhovniško življenje je bilo pred njim. Spremljala ga je materina duhovna dota, ki mu jo je dala ob duhovniškem posvečenju, ko mu je dejala: Bodi duhovnik in bodi ves. Zato je na začetku svoje duhovniške poti klical: Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas. Po 50 oziroma 60 letih duhovništva pa pred Marijo že prinese hvaležnost za sadove svojega duhovniškega in misijonskega delovanja. Zato imamo zapise v kitajščini in vietnamščini, polja njegovega misijonskega delovanja. In Marija se ne obrača več splošno, prosi za nas, ampak s hvaležno ugotovitvijo: Hvala ti, o pomočnica, bila si in boš nam ti. V letih misijonskega delovanja v Gospodovem vinogradu na Kitajskem in v Vietnamu, pa tudi v letih skrivnega služenja v spovedniški službi tukaj na Rakovniku, je spoznal Marijino bližino in njeno pomoč. Zato tudi s takšno vero ponavlja besede pesmi, da je Marija bila in tudi bo pomočnica. Zato je tudi razumljivo, da je večkrat ponavljal sam pri sebi in zapisal to v svojih dnevniških zapisih: Eno devoli bom ljubil, eni srce svoje dal. Ta deva je devica Marija, brezmadežna, pomočnica, ki je Satanu strla glavo, ona, ki je tempelj Svetega Duha, Kristusova nevesta in mojega srca. Ves tvoj, o Marija, tebi se posvetim in naj se s tvojimi čednostmi okrasim, je zapisal ob 60-letnici vstopa v salezijansko družino. V današnjem prvem berilu smo slišali opomine, ki jih je prerok Amos izrekel lahkomiselnikom na Sionu, ki uživajo razkošje
in jih ne boli Jožefov polon. Kot odmev na to pa je apostol Pavel spodbujal Timoteja, naj si kot božji človek prizadeva za pravičnost, za pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost. Kot odmev teh Pavlovih besed zveni molitev božjega služabnika dobremu pastirju, ki ga prosi, da bi se pri njem naučil biti dober, biti vsem vse, biti krotak, ponižen, prijazen, potrpežljiv, za vsakega dostopen, vedno veder in bi znal dajati pogum, razumeti gorečnost, znal tolažiti in povedati pravo besedo, vedno odpuščati. To molitev pa zaključuje s, po mojem mnenju, najlepšo besedo, ki sem jo prebral med njegovimi duhovnimi dnevniki in meditacijami. In sicer prosi dobrega pastirja, da bi znal biti zakristan src salezijancev. Dragi bratje salezijanci, dovolite božjemu služabniku, vašemu bratu Andreju Majcnu, da bo zakristan vaših src. Pa bo skrbel tudi za vašo svetost, za vaše božje otroštvo, ki ga boste živeli po Oče našu in po Mariji boste prišli k ljubljenemu Očetu. Amen. Nebeški Oče, božji služabnik Andrej Majcen je kot zvest redovni duhovnik in misionar razširjal Tvoje kraljestvo v daljnih azijskih deželah in v domovini. V zvestobi Tvojemu evangeliju bi ga tudi mi radi posnemali, zato poslušaj naše prošnje. Očala Andreja Majcna, ki jih polagamo pred oltar, so priča njegovemu vztrajnemu poglabljanju v Božjo skrivnost in prizadevanja za svetost. Jezus, pomagaj nam, da bomo na vse in na vsakogar gledali skozi očala Božje besede. Božjemu služabniku Andreju Majcnu je ta ura kazala čas zadnjih let njegovega življenja. Jezus, pomagaj nam, da bomo dobro uporabljali čas, ki nam ga daješ, in tako razvijali prijete talente in darove. Koliko rožnih vencev je premolil božji služabnik Andrej Majcen za svojo vztrajnost, za drage v Vietnamu in na Kitajskem, ter za tiste, ki jih je srečeval tu, na Rakovniku in drugod. Jezus, pomagaj nam, da bo tudi naša molitev pristna in da bomo po njej postajali orodje v Tvojih rokah. Božji služabnik Andrej Majcen je po izgnanstvu napisal na tisoče pisem in tako ohranjal bližino s svojimi sobrati na Daljnem vzhodu. Jezus, pomagaj nam, da bomo po zgledu Božjega služabnika uporabili sodobna sredstva obveščanja kot orodje za spodbujanje in širjenje Božjega kraljestva. Majcnov klobuk nas spominja na dobrohotnost Božjega služabnika ter na njegovo vestnost in urejenost. Jezus, pomagaj nam,
da bomo Božjega služabnika posnemali v držah, ki so lastne poštenemu državljanu in dobremu kristjanu. Dobri Oče, Ti si ljubezen in izvir neskončne dobrote. Podpiraj nas v prizadevanju za dobro, da bomo nekoč lahko v polnosti deležni sadov odrešenja, ki nam ga podarjaš po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Po Christusu, s Christusom in Christusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Vâng lần Chúa kêu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng Božji služabnik, gospod Andrej Majcen, nam je večkrat povedal, da njegov priimek v vietnamščini pomeni Mojzes. In modri Sirah pravi, da je bil Mojzes med vsemi ljudmi na zemlji najbolj miroljuben mož. Mojzesa je spremljal oblak in ga potrjeval v njegovih dejanjih, predvsem v njegovi veliki veri. Tudi našega vietnamskega Mojzesa, gospoda Majcna, je spremljalo posebno znamenje. Povsod, kjer se je pojavil, kamor je prišel, je okrog njega zavladal mir, krotkost, dobrota. In to je nagovarjalo vse. Spomnim se, ko še bil še tukaj kaplan, 70 ministrantov,
Ko je prišel gospod Majcen, se je zvrstila vrsta tam pred spovednico, kamor je šel spovedovati. Fantje so iskali svoj mir pri tem Mojzesu. Dragi bratje in sestre, gotovo nam ta veliki mož, salezjanec, Božji služabnik, danes zelo, zelo blagohotno iz nebes vošči vsem miru. Po znamenje tega si tudi podajmo roke. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Predragi, če bi ta postopek za beatifikacijo in kanonizacijo Božjega služabnika Andreja Majcna opisovali 26 paketi, da vsak tehta okrog 10 kg, da je vsega skupaj čez 50.000 izvodov, strani, to dobro popisanih po večini z njegovo roko, potem pa seveda kopije tega. Če bi ga še opisali znamenji njegovega življenja, od rožnega venca, očal, ure, pisem in znamenja njegovega očetovstva, klobukom, ki ga imamo, in vse te predmete pred seboj, vseeno o samem postopku ne bi povedali nekaj bistvenega. Kajti teža teh paketov pred nami je v milostih, ki so jih kar mnogi, lahko rečemo, prejemali, ko so se mu zatekali po Božji dobroti in po njegovi priprošnji. To je tista teža tega postopka. Prejete milosti po Božji dobroti in po priprošnji Božjega služabnika. Zato, predragi, naj nihče danes ne odide brez tega spominčka, te slovesnosti, ki pa je 9-dnevnica k Božjemu služabniku, 9-dnevnica tudi znamenje njegovega življenja, da bi se mu še naprej zatekali, še posebej, da bi se zatekali Božji dobroti po priprošnji naših svetih in Božjega služabnika Andreja Majcna. To bo tista popotnica, najboljša in najlepša v naše življenje, pa tudi najlepša popotnica vsem tem dokumentom na poti v Rim, da bi tudi Cerkev, naša mati, zaradi teh prejetih milosti, kar čudežnih uslišanih, priznala svetost Božjega služabnika, da bi ga tako smeli ne le posnemati in se prek njegove priprošnje Bogu priporočati, ampak tudi njemu naravnost priporočati kot blaženemu in svetemu. Spregovoril bo še postulator, glavni iz Rima, odgovoren za vso salezijansko družino, za te postopke, potem pa bo spregovoril gospod John Nguyen Vanam, salezijanski inšpektorjev vikar iz Vietnama, in na to bo še kratek podpis nekaterih spremnih pisem, ki bodo spremljali te dokumente v Rim. Potem pa po besedi in blagoslovu gospoda Načkova še prej pravzaprav zahvalni pesmi, ki jo bomo vsega srca zapeli, tako sklenili to praznovanje in to srečanje. È molto bello questo momento e San Paolo elogiava Timoteo dicendo: Ta trenutek je zelo lep in sveti Pavel je hvalil Timoteja, ko je rekel: hai fatto la tua bella testimonianza di fede davanti a molti testimoni. Pred mnogimi pričami se lepo izpričal svojo vero. Ecco, noi ringraziamo Dio per la bella testimonianza di fede di Don Majcen. Mi se Bogu zahvaljujemo za lepo pričevanje vere, ki jo je dal Andrej Majcen. Questa documentazione è la testimonianza della bella fede, carità e speranza di Don Majcen. Vsa ta dokumentacija je zelo zgovoren zgled vere, upanja in ljubezni, kar je gojil Andrej Majcen. Come postulatore generale voglio anche ringraziare tante persone che in questi 9 anni
hanno lavorato per questo risultato. Kot vrhovni postulator bi se rad zahvalil toliko in toliko ljudem, ki so v teh 9 letih delali za ta postopek. I membri del Tribunale diocesano, Člani Škofijskega sodnega sveta, i membri della Commissione storica, člani zgodovinske komisije, i vicepostulatori che hanno lavorato vicepostulator, ki je delal za to, e tante persone che hanno contribuito a questo risultato. in toliko drugih, ki so prispevali, da je danes takšen rezultat. Un grazie ai vescovi qui presenti perché ci danno il respiro ecclesiale della causa. Hvala škofom, ki so danes tukaj navzoči, kajti tako nam dajejo to skupno cerkvenostno dihanje. La causa di Don Majcet non è dei salesiani, è di tutta la Chiesa. Postopek za Andreja Majcna ni samo stvar salezijanske družbe, ampak celotne cerkve. E la Chiesa qui è ben testimoniata anche con la presenza non solo della Slovenia ma anche del Vietnam. In cerkev tukaj danes je zastopana ne samo po predstavnikih iz Slovenije, ampak tudi iz Vietnama. E adesso come postulatore do un compito a tutti voi qui presenti. In sedaj kot postulator dam vsem vam, ki smo danes tukaj zbrani, eno nalogo. Dobbiamo creare un forte movimento di preghiera. Ustvariti moramo široko gibanje molitve. Perché il Signore conceda la grazia del miracolo necessario per la beatificazione. Da bo Gospod podaril potrebni čudež, ki je potreben v postopku za beatifikacijo. Ho visto che pregate molto bene, che cantate bene, vediamo se siete anche potenti a chiedere un miracolo. Vidim, da lepo molite, lepo pojete, da vidimo, če ste tudi tako mogočni, močni, da lahko iztrgate, izprosite čudež od Boga. Ecco, aspettiamo anche il miracolo e poi torneremo per la beatificazione. Torej čakamo še na čudež, potem pa se bomo vrnili za beatifikacijo. Grazie. Hvala. Dear brothers and sisters, Dragi bratje in sestre, on behalf of the province of St. John Bosco of Vietnam, v imenu inšpektorije Salezijanske svetega Janeza Boska v Vietnamu, especially the first generation of Salesians in Vietnam, zlasti pa v imenu prve skupine Salezijancev iz Vietnama, I would like to express our gratitude to the province of Slovenia, bi rad izrazil našo globoko hvaležnost slovenski Salezijanski inšpektoriji to the parish where Father Andrew Mason lived for years, in skupnosti in župniji, v kateri je Andrej Majcen dolgo časa nazadnje živel. You give us your best gift, Father Andrew Mason. V Andreju Majcnu ste nam dali najboljše mogoče darilo. With his donation, the province of Vietnam has firmly been established. Z njegovo navzočnostjo je zares Salezijanska inšpektorija v Vietnamu bila postavljena na trdne temelje. And with his intercession, it has grown up day by day in his footsteps as a beloved disciple of Don Bosco. In na njegovo priprošnjo je dan za dnem rasla kot dobra učenka in sobratje tam kot dobri učenci svetega Janeza Boska. Father Mason was remarkable with his fatherly love towards the most abundant Jews. Andrej Majcen ga je zaznamovalo njegova očetovska ljubeznivost do najbolj ubogih. For example, the orphans, the young and poor workers, the uneducated. Naprimer, ljubezen do sirot, do ubogih delavcev, do mladine, ki je nevzgojena. Such a spirit remains vivid and strong in the province of Vietnam. In njegov duh ostaja močan še danes v naši inšpektoriji. His sons, Salesians in Vietnam, keep on going ahead with a concern to the orphans. In Salezijanska inšpektorija danes v Vietnamu še naprej stopa po njegovih stopinjah v služenju najbolj ubogim. To the uneducated and to those in the risk
of joining some gangs and addictions. tistim, ki so potrebni vzgoje in tudi prihaja naproti tistim, ki so v nevarnosti, da zapadejo v kakšne neprimerne skupine ali v odvisnosti. In the works of the province of Vietnam this moment, V sedanjem trenutnem salezijanskem delu v Vietnamu the Salesians in Vietnam attempt to highlight the fatherly and loving kindness which Father Andrew Myson lived out and taught us day by day. Salezijanci danes skušamo izpostaviti in živeti to, kar je živel Andrej Majcen, to je njegova očetovska ljubeznivost. To skušamo storiti dan za dnem, vedno znova. Many poor boys and girls have been benefited by Salesian friendly and harmful presence and changed their lives. Veliko mladih fantov in deklet je srečnih, da je na svoji poti lahko srečalo zveste Don Boskove sinove. Father Myson also cultivated a Salesian missionary spirit into the province. Andrej Majcen je v našo inšpektorijo tudi vcepil salezijanskega misijonskega duha. Now in heavens he always intercedes for us, for the province of Slovenia and to that of Vietnam as well. In danes v nebesih smo prepričani, prosi za našo inšpektorijo, kakor tudi za slovensko. By his intercession, the province of Slovenia remains faithful to Don Bosco teaching and generous to support all missionary works. In na njegovo priprošnjo tudi slovenska salezijanska inšpektorija ostaja zvesta v nadaljevanju tega misijonskega poslanstva. He also intercedes for the province of Vietnam. Prav tako prosi pred Božjim prestolom za vietnamsko inšpektorijo, so that the missionary spirit motivates all the converts. Da bi ta salezijanski duh misijonski navdihoval vse sobrate. The province has launched some works for tribal youths with evangelization in view. Salezijanska inšpektorija ima v teku veliko programov za evangelizacijo mladih. Moreover, it has contributed to the Salesian congregation more than 100 missionaries working all over the world. Poleg tega je salezijanski družbi v svetovnem merilu podarila več kot 100 misionarjev iz Vietnama, ki danes delujejo po vsem svetu. Some are working in Europe, others in Africa, others in Latin America. Nekateri delujejo tukaj v Evropi, drugi v Ameriki, drugi zopet v Latinski Ameriki. Among the 150th missionary expedition of this year, ob letošnji 150. misijonski ekspediciji, ki prav danes poteka v Valdoku v Torinu, there are 7 lay brothers and clerics. Je med temi novimi misionarji danes 7 laiških, se pravi salezijancev bratov in pa bogoslovcev, 7. That is the grace of God working among his sons and daughters in Vietnam. In potem vidimo, da Božja milost deluje med njegovimi sinovi in hčerami v Vietnamu. I think that is a wonderful miracle by his powerful intercession in the presence of God. In mislim, da je to njegova močna priprošnja pred Božjim prestolom. Again, thanks for all of you, Salesians in Slovenia. Zopet ponavljam, iskrena hvala vam, dragi sobratje v Sloveniji. We pray together fervently so that the canonization of Father Andrew Myson will be granted soon. Goreče skupaj molimo, da bi kmalu lahko doživeli beatifikacijo in kanonizacijo Božjega služabnika Andreja Majcna. Thank you. Hvala.
Bogu izrazimo hvaležnost za vse doslej opravljeno in naj bo ta hvaležnost tako iz srca, tako krepka, da bodo nebesa slišala še prošnjo za naprej, zato da bi postopek, ki je sedaj na škofijski ravni končan, mogel čim prej doživeti dovršitev v beatifikaciji in potem kanonizaciji Božjega služabnika Andreja Majcna. Zato Tebe, Boga, hvalimo. Slavimo Očeta in Sina Svetim Duhom. Slavljen si Gospod na nebesni višavi. Gospodu sliši mojo molitev. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami, naj vam bo milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.